Živjo, dobrodošli ponovno v družbi Parašporta v oddaji Tempo. V današnji oddaji v ospredje postavljamo tekmovalno plat parašporta in naše vrhunske parašportnike. Na pripravah je čas, ko veliko treniramo, kar se vidi tudi na mojem obrazu, obrisi čelade od sonca in kjer je čas za skupno spoznavanje in druženje. Vabljeni, da v današnji oddaji Tempo pogledate tudi v ta del našega športnega življenja. Kaj vse smo vam danes pripravili, pa si poglejte v napovedniku. V današnji oddaji vam predstavljamo utrip paralimpijskih priprav v Medulinu. Posebej pa izpostavljamo paralokostrelko Živo Lavrinc in mladega slepega tekača, ambasadorja programa Postani športnik Robija Kogovška. Ob koncu oddaje se bomo spomnili slovenskih paralimpijskih uspehov in na kvalifikacijski turnir za paralimpijske igre pospremili žensko reprezentanco odbojke sede. V duhu meseca marca dajemo prednost dami, odlični paralokostrelki Živi Lavrinc, ki si je prva med parašportniki zagotovila vstopnico za nastop na paralimpijskih igrah v Parizu. Živa Lavrinc je slovenska reprezentantka v paralokostrelstvu. Nasmejana, polna energije in življenja, kot pove že njeno ime, Živa, se je s paralokostrelstvom pod vodstvom trenerke Brine Božič začela ukvarjati pred manj kot 3 leti. Šport je hitro osvojil njo, ona pa šport. In tako so kmalu prišli tudi vrhunski rezultati. Ob paralokostrelstvu se posveča študiju, trenira parapop in je mlada mamica še ne leto dni starega Noaha. Živa živi in trenira v Švici, z njo pa smo se pogovarjali med paralimpijskimi pripravami v Medulinu. In najprej smo se spomnili lanskega svetovnega prvenstva in trenutka, ko je s končnim 7. mestom izpolnila tudi kvoto za nastop na paralimpijskih igrah v Parizu letos poleti. Mi, ko smo šli recimo na svetovno prvenstvo, ki je bilo 6 tednov po rojstvu prvega sina, je rezerviran bil hotel, ki se ga je dal en teden prej stornirati. Rekli smo, ne vemo, če bomo šli, ker tudi porod je pač, ko se bo zgodil, ne bo pač načrtovano. In potem je še malo zamujal. Tako da mi, ko smo šli na svetovno prvenstvo, moja glava ni bila obremenjena s tem, kaj moram doseči, da bom dobila kvoto. Tudi ko sem streljala dvoboje, nisem niti ne vedela, koliko dvobojev moram zmagati. Ko sem streljala proti, mislim, da je bila Japonka, Čika. Sem samo Brino na strelni liniji videla, ko se je joka začela in potem jaz tudi, ratal nam je, ne. Tako da, to je bilo fajn. Še posebej zato, ker je prišlo tako neobremenjeno. Pravi, da si lahko te občutke shranimo. In sem si naredila gumbek. Zdaj, ali bo ta gumbek deloval v tisti kritični situaciji ali ne, bo pokazal čas. Vsekakor pa je namen, da se nekega dne res naučimo ta gumb pritisniti, pa da to dela. Šport je od nekdaj pomemben del Živinega življenja. Že vse od otroštva dalje se ukvarjam z raznoraznimi športi. Šla sem tudi na športno fakulteto v Ljubljani, tako da šport je bil vsak dan. Dinamični športi v objemu narave in večkrat tudi adrenalina so bili Živin zaščitni znak. Uživala je v mnogih športih, nekatere je tudi poučevala. Ko pa si je pri padcu z gorskim kolesom poškodovala hrbtenjačo, je v njeno življenje vstopil tudi invalidski voziček. Ko se je pa zgodila nesreča, je bila pa moja prva misel na to, čakaj, kjer šport. In po nesreči je bil tudi šport nekaj takega vključevanja nazaj v aktivnosti, da se človek ne zasedi, da človek nekaj počne in se potem tudi lažje na vsak dan nazaj navadi, na pač nekoliko drugačen vsak dan. Paralokostrelstvo je spoznala po naključju, ko je na enem od velikih mednarodnih tekmovanj delala kot prostovoljka. Hitro se je odvilo še nekaj srečnih naključij in Živa se je zapisala temu športu. Kljub svoji še nedolgi parašportni poti je že dosegla nekaj res vrhunskih uvrstitev. V začetku marca se je v Dubaju prvič povzpela na stopničke na tekmi svetovnega pokala. Zasedla je 3. mesto, kar je sploh prva tovrstna kolajna za Slovenijo. Ob koncu letošnjega poletja pa potuje na paralimpijske igre v Pariz, kjer se bo pomerila tako v individualni konkurenci kot v dvojicah skupaj z Dejanom Fabčičem. Jaz tudi verjamem, da so vse
da imajo naše misli in naši občutki veliko večji pomen, kot jim ga pa mi dajemo. In tudi davno pred nesrečo sem jaz napisala v svoj sanjski zvezek, vkolikor je v tem življenju res vse mogoče, se že zdaj veselim, da se bom lahko samo usedla, pa dobro premislila, kaj s tem mojim življenjem počnem, preden sem stara 30. In nesreča se je seveda zgodila tik po 29. rojstnem dnevu. Se pravi, od takrat dalje imam pa zelo veliko časa, da sedim pa premišljujem, kaj delam. Veliko premišljuje, ob tem pa tudi veliko športa. Živa se poleg paralokostrelstva ukvarja namreč tudi s parabobom. Bob je pač adrenalinski šport. To, da mirim, da brzdam svoje tiste konje, ki bi vse po svoje potem delali, ne? Da se nekako najdem pa prizemljim. Tako da to mi je predvsem zelo všeč. Pa predstavimo še najmlajšega člana slovenske paralokostrelske ekipe, malega Noaha. Ko se je pridružil, se je nekako tako lepo vključil na eno življenje. Brez kakršnega koli problema, kamorkoli gremo, vse lete, vse vožnje, sem pa tja levo, desno. On se pač prilagodi. Povsem del ekipe, mislim, da si ga tudi Brino ne zna predstavljati treninga brez Noa. V bistvu se mi zdi fajn, da pokaže tudi ostalim ženskam, da se da kljub nosečnosti oziroma temu, da imaš dojenčka zraven, da si mama, hkrati tudi združiti šport in da vse to funkcionira. Tako da ta Noa nas nasmeje skozi treninge, tekmovanja in zelo lepo funkcioniramo skupaj. Seveda pa vse skupaj ne bi moglo biti brez super podpore našega papi, ali Manfred je res enkraten partner, življenjski sopotnik. Tako da ne predstavljam si življenja brez njega. In niti si ga ne želim predstavljati. Sem vesela, da se je našel v mojem življenju. In tudi on se je našel predvsem zaradi nesreče. Kaj pa športno-tekmovalne želje in cilji? Sami rezultati so v drugem planu, pravi Živa. V prvem planu je dobro spoznati in uhoditi pot do njih. Tako da predvsem si resnično želim to obvladati svojo glavo, da me ne moti, a so olimpijske, a so paraolimpijske, a so kjerokoli drugo tekmovanje, ali pa sem samo na treningu, ampak da vedno isti strel delam. V bistvu to tudi Brina skozi govori. Kar se rezultatov tiče, bojo prišli, če bo se ta prva zadeva uredila. Zdaj pa vas vabim, da se pridružite našim pripravam v Medulinu. Na obali hrvaške Istre v Medulinu so se na skupnih pripravah zbrali mnogi slovenski vrhunski parašportniki. Pomladanske temperature na obali Jadranskega morja in bližina mnogih športnih objektov nudijo odlične pogoje za dobre športne treninge. V Medulinu so pravzaprav že stalna baza Paraolimpijskega komiteja in z veseljem sem se tudi letos odzval vabilu. Tukaj imamo športniki, parašportnike zares odlične pogoje za trening. Udeleženci teh priprav so predvsem tisti športniki, ki že dosegajo neke višje rezultate v mednarodnem tekmovalnem okolju. V letošnjem letu imamo obilice evropskih in svetovnih prvenstev. Smo v času intenzivnih priprav na paraolimpijskih iger in svetovnih prvenstev gluhih, tako da je v bistvu v tem časovnem obdobju je to primeren čas za to, da bodo naši športniki tudi na teh velikih tekmovanjih dosegli dobre rezultate. Letos sem že drugič na pripravah v Medulinu, ki pa traja 8 dni. Pripravljam se za svetovno prvenstvo v Tajpeji, tako da imam dvakrat na dan treninge po 2 uri. Tukaj lahko naredimo dobre treninge. V samem hotelu imamo utežarno, praktično cel kompleten fitness center, kjer lahko naredimo vse za mišice. Dober stadion v Puli, na novo preplaščen. Tukaj imamo pa tudi en stadion na pesku, ki pa prav tako za popoldanske treninge je zelo dober. Praktično res je vse pri roki. Tokratnih priprav so se udeležile reprezentance gluhih atletov, parakolesarjev, paralokostrelcev, paraplavalcev, ekipa košarkarjev na vozičkih, gluhi tenisač Marino Kegal in slepi tekač Robi Kogovšek. Biti skupaj na enem mestu z enotnim ciljem je velika dodana vrednost.
program dela pa tako enak, kot bi ga doma, ne. Samo je pa razlika v tem, ne, da pač tukaj si osredotočen samo na to, doma je pa še 1000 stvari drugih zraven. Pogoji so odlični, ne, predvsem ta morska klima, ne. Mnogi športniki iz iste panoge v domačem okolju večino časa trenirajo sami vsak zase. Kot ekipa se zberejo na skupnih pripravah in tekmovanjih. Vsak iz drugega kraja po Sloveniji in takrat, ko jih združimo skupaj, jim lahko damo v bistvu večjo širino in hkrati vidijo tudi, kako ostali športi funkcionirajo in jim da v bistvu veliko širino, spodbudo, predvsem pa nova prijateljstva, ki so za njih v tej starosti in najstniškem obdobju v bistvu zelo pomembna. Poznaš tudi druge športnike, spoznaš tudi njihove zgodbe, kako so oni prišli do nekih rezultatov, koliko truda so vložili. In tudi možnost imaš, da sam sebe spraviš na višji nivo, kakor bi se lahko spravil naprimer na treningih. Pomembno je tudi to, da se lahko v bistvu trenerji nekako združijo, strokovni kader si izmenja svoje vidike, kako oni izvajajo določene trenažne procese in tukaj v nami so tudi fizioterapevti, ki poskrbijo, da se v tem pripravljalnem času ne zgodijo kakšne poškodbe. Zato sem jaz tu, zraven imamo naprave, ki pomagajo, ne, recimo tekar, laser, high top, kompresijski škornji. Pa jaz z manualno obravnavo še prispevam torej k regeneraciji, da pospešimo regeneracijo športnikov, da lahko oni čim boljše trenirajo. Kvalitetni treningi so tukaj v prvem planu. A prav tako pomembna sta tudi dober počitek in prijetno druženje. Tudi biti ob morju je malo drugače, malo bolj sproščeno mogoče. Pogoji so tudi v hotelu super, hrana je super, tako da se da dobro trenirati in dobro tudi počivati. Treniram teto 2-krat na dan. Sve se pa se spodniki, se malo podrusimo, sem zadovoljen. Na pripravah se imam fajn, ker se pač z drugimi športniki se družimo, se zabavamo in igramo enko. Samo čim bolje izkoristiti prosti čas z druženju z ostalimi športnicami in čas se res mine hitro, kot bi mignil. Mi pa vam zdaj predstavljamo našega odličnega parašportnika, slepega tekača, ambasadorja programa Postani športnik Robija Kogovška. Sem Robi Kogovšek, tekač na srednje proge in sem ambasador programa Postani športnik. Robi Kogovšek je mlad, perspektiven slepi tekač, ki pod trenerskim vodstvom našega dosedaj najuspešnejšega maratonskega tekača, Romana Kejžarja, trenira že 4. leto. Šport mi je v življenju prinesel veliko ključnih stvari. Prvo mi je prinesel eno boljše počutje, eno disciplino, odgovornost, nove ljudi, nove kontakte, nove prijateljstva. Ukvarjanje športom mi prinaša tudi potovanja, spoznavaš nove ljudi, nove običaje, vidiš nov svet, kak je drugače. Na koncu pa vidiš, da je doma le bolje. V kratkem bo spet pakiral kovčke, tokrat za na Japonsko na svetovno prvenstvo. Na mitingu za veliko nagrado v Dubaju je s spremljevalcem Žanom Rudolfom v teku na 400 metrov zasedel 2. mesto in izpolnil tudi normo za nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Paralimpijske priprave v Medulinu sta z Romanom Kejžarjem izkoristila za umirjene treninge pred tem največjim paraatletskim tekmovanjem, ki se bo odvilo v mesecu maju. Ker je Robi Kogovšek slep, za tek pa naj bo trening ali tekma, poleg trenerja ob sebi vedno potrebuje tudi tekača vodnika. Ja, no, od začetka sem bil res, bom rekel, trener, spremljevalec, šofer, tako da je bilo kar veliko stvari. Zdaj jaz malo nazadujem v hitrosti, Robi napreduje, tako da je bilo potrebno biti hitrejše tekače. Tekač vodnik mora biti vsaj tako dober kot Robi, ob tem pa ga mora znati tudi voditi in se dobro ujeti z njim tudi v tekaškem koraku. Skoraj od samega začetka Robijeve tekaške poti z njim kot tekač vodnik sodeluje Jan Trček. Je malo izziva sploh na začetku te prve korake, pa da se uskladi korak, da je delo rok usklajeno.
je en poseben izziv, ampak mi, da so se kar dosti hitro ujela, so tudi dosti podobno velika, imava dosti podoben korak. V lanskem letu pa so svojo tekaško ekipo ukrepili še z enim odličnim tekačem, slovenskim rekorderjem v teku na 800 metrom Žanom Rudolfom, za katerega je bila to povsem nova izkušnja. Na začetku me je malo stiskala, na koncu šlo pa vse super. Prvič, sploh ker nisem vedel, koliko je tale štrik ali trak dolg, sem mislil, da je malo daljši, bolj elastično, ker ga ima okoli zapestja. Me je bilo malo strah, pol smo na ogrevanje naredila, par stopnjevanj, pa sem videl, čim je bila taka malo hitrejši tek, je bilo lažje, tako da pa je tudi strah zginil. Včasih moram malo bolj misliti na delo rok, tako da pa se moram še malo na druge stvari osredotočiti. Ne mogu, da aerobij tudi včasih malo med tekem govorim, kdaj je ravnina, kdaj je ovinek, tako da pa še malo na to moraš razmišljati. Sama komunikacija je z obema sproščena v zafrkanciji, tako da glede tega ni problemov. Se pa med tekom bolje počutim z Janom, ker sva že uigrana, kot pa Žanom. Vsem je lepo videti ljudi z nekimi omejitvami, kako lahko oni čisto enakovredno delajo oziroma tekmujejo, tako kot mi, je res lepo videti, kako morajo taki ljudje tudi še več vsega vlagati v to. Mimo se biti izzival, česa smo lahko vse ljudi sposobni, tako da nov zagon, pa vse to ti da. Na dolgi rok računamo z Robijem iti v eno disciplino malo daljšo, to se pravi 1500 metrov, kar se mi zdi, da bo njegova tista prava disciplina. Poskušamo pa zdaj v tem obdobju narediti maksimalno v tej hitrosti, kajte če to hitrost prenese potem v tek na 1500 metrov, bodo tam boljši rezultati. Zdaj mi je 400. Ker na Jurija v pol še nisem vzdržljiv oziroma me še kar zmanjka. V prihodnosti enkrat, da bi prišel na paraolimpijske igre, da bi bil konkurenčen, da bi bil blizu kolajne. Če nam rata oziroma ko nam rata, tako bolje. Si pa trenutno želim čim bolje odlaufati 400 metrov. Letošnje leto je paraolimpijsko leto. Paraolimpijske igre Pariz 2024 so tako rekoč že pred vrati, saj je do začetka iger še manj kot pol leta. Za stopnjevanje paraolimpijskega vzdušja se danes obračamo nazaj v zgodovino slovenskih paraolimpijskih uspehov. Prve paraolimpijske igre so se odvile leta 1960 v Rimu. Slovenski parašportniki pa so, takrat še pod jugoslovansko zastavo, prvič nastopili na poletnih igrah leta 1972 v Heidelbergu, kjer je Jože Okorn kot prvi Slovenec osvojil paraolimpijsko medaljo, bronasto v metu diska. Na istih igrah pa je Pavla Sitar v vožnji z vozičkom osvojila tudi prvo zlato paraolimpijsko medaljo. Do danes so slovenski parašportniki skupaj osvojili 53 paraolimpijskih odličij, od tega le eno na zimskih igrah. Jože Banfi je do sedaj najuspešnejši slovenski paraolimpijec. Osvojil je 4 zlate, 2 srebrni in 2 bronasti medalji v plavanju ter zlato medaljo v odbojki sede. Mi smo tokrat za kratek spomin nazaj prosili prvo žensko dobitnico zlate paraolimpijske medalje v samostojni Sloveniji. Paranamizno-teniško igralko Matejo Pintar Pustovrh, ki je paraolimpijska prvakinja postala leta 2004 na igrah v Atenah. Zdaj, če se zelo pošalim, sem vedela oziroma si to želela, odkar sem gledala olimpijske igre v Lillehammerju leta 1994 in takrat slovenske medaljaše. In meni je to toliko pomenilo, da sem si rekla, ok, to si pa enkrat želim tudi jaz v življenju doživeti. Potem seveda sprememba, ko sem začela igrati paranamizni tenis po svoji poškodbi,
In že na prvem treningu z reprezentanco, no v bistvu ena taka anekdota, sem prišla domov in sem si na listek ta post-it papirja napisala, da želim zlato medaljo z paraolimpijskih iger, si nalepila nad mizo in to me je potem vsak dan gledalo. S tem, da dobila sem pa potem tudi še sporočilo elektronsko od žene mojega takratnega trenerja Gorazda Vecka, ki mi je čestitala za medaljo, ko sem jo osvojila 3 leta pozneje v Atenah. In je rekla, veš, moj mož je takrat z tistega prvega treninga s tabo prišel domov, pa mi je rekel, jaz mislim, da sem našel zlato medaljašico. Tako da očitno je bil to en tak moment in da so se stvari poklopile za vse. Glede na to, da sem jo tako zgodaj dobila, težko rečem, kako bi bilo, če je ne bi nikoli imela. Sigurno je drugačna prepoznavnost, mogoče tudi malo večja podpora, da lažje delaš naprej. En dosežen cilj, s katerim nisi več obremenjen, ampak zame predvsem pa je veliko lažje mi je bilo zaključiti kariero takrat, ko sem bila v to prisiljena, glede na to, da sem tisto, kar sem si zadala ali pa kar sem si najbolj želela v športu, dosegla. Igre v Parizu so tako rekoč že pred vrati, saj do začetka iger še manj kot pol leta. Zaenkrat imajo svojo vozovnico na igre zagotovljeno 3 parašportniki. Paralokostrelca Živa Lavrinc in Deja Fabčič ter parastrelec Franček Gorazd Tiršek. Kar nekaj parašportnikov pa se za svoj nastop še poteguje. Svojo vozovnico za paraolimpijske igre v Parizu lovijo tudi še naše odbojkarice sede. V začetku aprila jih čaka še pomemben turnir in pred odhodom na turnir smo jih obiskali na treningu. Živjo! Smo slovenske reprezentantke v odbojki sede. Dekleta so aktualne evropske podprvakinje. In ker tudi tako visoka uvrstitev še ne zadostuje za nastop na paraolimpijskih igrah, saj se na paraolimpijski turnir uvrsti zgolj 8 ekip iz celega sveta, dekleta svojo vozovnico lovijo prek kvalifikacijskega turnirja, ki se bo odvil med 3. in 10. aprilom na Kitajskem. Na paraolimpijske igre Pariz 2024 se bo uvrstila zmagovalna ekipa. Trenutno smo v sklepni fazi priprav na kvalifikacijski turnir. Super treniramo, dobro delamo in verjamemo, da je to pravi recept za zmago. Pred odhodom na Kitajsko odhajamo še na krajše priprave v Italijo, v Milano, ker bomo trenirali tudi skupaj z italijansko reprezentanco. Upajmo na najboljši rezultat. Jaz mislim, da se bomo nazaj vrnili za vstopnico za Pariz. Uvrstitev na igre letos poleti v Parizu sta velika želja in velik cilj celotne ekipe. Uvrstitev na paraolimpijske igre se mi zdi, da je zame tak zelo pomemben korak, ker se mi zdi, da glede na to, da sem v tem nova, da mi da neko širino, pa tudi kot za vsakega športnika so paraolimpijske igre gotovo neka tak dogodek, ki se ga želi udeležiti in je to nek vrhunec, ki ga vsak čaka in upa, da bo prišel zadnji. Imamo mlado ekipo, tako da večina jih v bistvu še ni izkusila tega paraolimpijskega duha in bo za njih definitivno izkušnja še bolj posebna. Mislim, da se obetajo ene super igre in upam in verjamem, da bomo tudi imeli v njih. Spremljajte igro deklet in navijajte za njih preko družbenih omrežij Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja. Slovenijo! Pariz! Upam, da ste v današnji oddaji začutili našo predanost parašportu, našim treningom in željo po doseganju vrhunskih rezultatov. Spremljajte naše športne poti in navijajte za nas, mi pa se bomo potrudili v duhu fair playa tekmovati po svojih najboljših močeh. V družbo oddaje Tempo pa ponovno vabljeni čez mesec dni.